Je dogovor sklenjen? Ta petek bosta ZDA in Iran podpisala memorandum o soglasju. Iran pravi, da je dosegel velike popustitve. Bela hiša trdi nasprotno. In le nekaj ur pred zgodovinskim sporazumom naj bi bil Trump po poročanju besen na Netanjahuja. Dobrodošli nazaj vsi skupaj v oddaji Quad. Trump razglasi na Truth Social. Dogovor z Islamsko republiko Iran je zdaj sklenjen. Čestitke vsem. Ampak to pravi Iran. Poglejte. V ospredju nocoj izredne novice. Iran v tej uri razglaša zmago. Zunanji minister je nocoj nastopil na televiziji, da poda to izjavo. Da imate zgornjo roko in spodnjo roko. Mi smo zmagovalci tega bojišča. Islamska republika Iran je izšla kot zmagovalka. Iransko ljudstvo je doseglo zmago. To ni slogan. To ni pretiravanje. Združene države so bile prisiljene podpisati sporazum za končanje vojne z Islamsko republiko Iran in fronto odpora. Da bi uresničile svoje zlovešče cilje, so doživele hude poraze pri vseh svojih strateških ciljih. Medtem je Islamska republika Iran v tej vojni dosegla sijajne zmage. Pravzaprav je bil sovražnik sam prisiljen zaprositi za prekinitev ognja in pogajanja. V redu, res imam občutek zmede. Zmeda zaradi vsega, kar se je zgodilo v zadnjih nekaj tednih. Ena stran pravi, da ima pravico nadaljevati z obogatitvijo urana. To je seveda iranska stran. In Združene države so rekle, da nikoli ne bo dovoljeno nobeno obogatitev za jedrske namene, na noben način. Ruti, vem, da komaj čakaš, da začneš. V redu, imaš občutek zmede zaradi tega, kar pravita Iran in ZDA. Jaz imam občutek zmede zaradi tega, kar predsednik Trump reče in spremeni vsakih 5 minut ter tvita vsakih 5 minut. Prav, to je moj občutek zmede. In rado bi sam rekla, da imaš prav, da so njihove pripovedi vedno nasprotne. Ampak ena stvar je jasna. V tem trenutku sploh ni pomembno, kaj je v dogovoru ali v memorandumu o soglasju. In zakaj ni pomembno? Zato, ker če bi Bela hiša želela objaviti točke tega memoranduma, bi jih. In tega ni storila, s čimer je pustila odprto polje Iranu, da nam pove vse te točke, ki so v dogovoru. To je ena stvar. In drugo je, da je to že kapitulacija. To je že iztrganje poraza iz čeljusti zmage, ne glede na to, kaj se še zgodi. In res mislite, da se bo to zgodilo v 60 dneh, res? Ali mislim, da se bo Iran držal kakršnega koli dogovora? Ne. Ne, mislim. Ampak me skrbi, ker je predsednik Trump tako zelo navdušen nad dogovorom. Skrbi me, da tudi če ne bodo, če in ko ne bodo, bo začel nekoliko popuščati glede svojega prvotnega stališča. Ali ni že ugotovil? Premaknil je ciljno črto. Ja. Torej, ni bilo nobene pravice do jedrske energije. Govoriš o popolni prepovedi. Zdaj ni več bogatenja. Ne, ni tako. Pravica do civilnega bogatenja, za katero vsi vemo, da je popolna neumnost. Mislim, da lahko Trump prepriča samega sebe v karkoli, če ga to prikaže v boljši luči. In mislim, da je to počel ves ta čas. Zato spreminja merila, ker želi na koncu izpasti kot zmagovalec. Zanj je dogovor uspešen le, če je Trump zmagovalec. Torej, če mora spremeniti, kaj ta dogovor pomeni, če samo spremljate, kot ste rekli, kaj objavlja na družbenih omrežjih, veste, mislim, da je bilo 6. tega meseca, rekel je, brezpogojna predaja je edini način, kako bomo ravnali. In zdaj je kar naenkrat, ganite kaj, imamo dogovor. Ja, in to je moj 80. rojstni dan. Mislim, da je nor. Res sem jezna. Zgrožena sem nad tem, kako ravna z Izraelom. Naši vojaki umirajo. Ves čas imamo vdore dronov na severu. Ljudje še vedno živijo pod ognjem. In on je kot, dragi, ne vem, kaj počneš. Kdo misliš, da si? Oprosti, imaš svoj 80. rojstni dan. Utihni in nam pusti, da se ukvarjamo z Bližnjim vzhodom, če ne misliš držati besede. Z njim sem opravila, z njim sem končala. V redu. Ali obstaja možnost, Bela, ker sva bili ti in jaz na isti strani pri tem, prav? Da bi to vse lahko bila prefinjena zvijača za odpuščanje časa. 60 dni za zaključek svetovnega prvenstva, da bi imeli 4. julij 250 let. Da bi svetovna gospodarstva znova stekla, da bi zmanjšal gospodarski pritisk na svojo administracijo, da bi se znebil izolacionistov. Bi to lahko bilo to? Ali še obstaja možnost?
Aj. Imam občutek, kot da imam bičanje vratu. Jaz imam déjà vu. Prav. Glede na to, kar se je zgodilo, ko so se vsi talci pravkar vrnili domov, je bil Trump tukaj, v Jeruzalemu. Vsi so ploskali. Kaj se je zgodilo? Talce smo pripeljali domov. Ampak kaj se je dejansko zgodilo pri soočanju s teroristi? Zame je v redu, če premaknemo merila. Jaz sem za to, da smo bili veseli ene stvari, ampak še vedno se sprašujem, ali se je Hamas razorožil, smo dosegli kaj več in več časa je na vsakem področju. Tako da, če govorim konkretno o tem, sem gledala na to in si rekla, v redu, najprej sta 2 uri, potem 3 ure. Govoriš o 2 urah v pasjih letih. 2 uri. Ali pa, kot veš, v 2 urah bo dogovor podpisan. V 2 urah. Bilo je približno 6 ur kasneje, ravno pravi čas za UFC borbo ali karkoli se že dogaja v ZDA. Ampak potem, ko se je to zgodilo, ravno pravi čas, da je lahko sedel in užival svoj rojstni dan in, veš, dan zastave in vse to, razumem in je super. Res si želim ostati na njegovi strani, kolikor je mogoče, in reči, imaš dovoljeno varnostno dovoljenje, ki ga jaz nimam. Jaz nimam informacij, ki jih imaš ti. Sem samo civilistka z mnenjem, ki sprejema informacije, ki jih dobivam in jih postavljam pod vprašaj z vseh zornih kotov. Ampak mislim, da so ljudje trenutno izčrpani. Izgubljenih je bilo veliko življenj, veliko več, kot bi si lahko predstavljali. V nekem trenutku pravim, če boste to še naprej počeli, zakaj potem ne pustite Izraelu, da se sooči s tem, s čimer se mora soočiti? Brez vmešavanja in spodkopavanja tega, kar se trenutno dogaja na Bližnjem vzhodu. Razumem situacijo med ZDA in tem, koliko so ZDA naredile v smislu naše podpore ter zagotavljanja, da resnično pokažejo, kdo so kot zavezniki Izraela. Ampak mislim, da ko se voditelji obnašajo na tak način, ko so bili ves čas prijatelji in smo to že videli prej, je rekel, kaj za vraga počneš. Ampak je bilo vedno še malo gledališče. In to smo videli že pred junijsko vojno lani, zato še vedno skušam dati korist dvoma. Danes zjutraj so me intervjuvali na izraelskem radiju in so bili kot, resno? Rekla sem, da še vedno mislim, da je vpletenega veliko gledališče. In tudi v diplomaciji obstaja nekaj, kar imenujemo konstruktivna dvoumnost, kar pomeni, da stvari interpretiraš na svoj način. Jaz bom stvari interpretirala na drugačen način, kar tudi pišeš o déjà vu. Malo podobno temu, kar se je zgodilo z Gazo. Poglej, talce smo pripeljali domov. Ja. Talce smo pripeljali domov, ko je on v bistvu rekel, da je dogovor sklenjen. Hamas pa je rekel, kaj? In on je nekako uresničuje dogovor s tem, ko je rekel, da je sklenjen. Ali obstaja možnost? Še vedno se vračam k temu, ker želim verjeti, da Trump ne želi podpisati dogovora, ki bi bil primerljiv z Obamovim JCPOA. Noče biti Obama, to je zadnja stvar, ki si jo želi biti. Vedno obstaja možnost, Jim Carrey, ampak na koncu dneva, Trumpu je mar za trge, mar mu je za nafto, mar mu je za gospodarstvo. Poglejte, kako govori, vse je odprto, napolnite svoje ladje. Trgovina z nafto je odprta, tako kot je bila odprta prej. Kaj ste pridobili? Niste pridobili ničesar. Mislim, da mu je mar za trge. Vedno, vsakič, ko začne rasti, da kakšno noro izjavo, ki vse skupaj potegne navzdol. Mislim, da mu je bolj mar za trge, kot za iransko ljudstvo, kot za izraelsko ljudstvo in iskreno, oprosti, mislim, da je z njim konec. Pravzaprav, čeprav se strinjam s Šošano, se do neke mere strinjam tudi s tabo, Fleur, ker smo videli, kako je ustvaril zapletene zvijače, da bi izvedel presenetljive napade. Čudno je, da je to presenečenje, čeprav vsi vedo, da prihaja. Ja, to je zapleteno. V zadnjih nekaj tednih pa sem prenehala tako razmišljati. Še pred 2 tednoma, če bi me vprašala, bi rekla, ja, to je zvijača. Zdaj se tako ne počutim več. Ni samo zaradi trgov in vsega tega, ampak tudi zato, ker se zdi, da je izgubil zanimanje in želi samo razglasiti zmago. Torej, ko rečeš, da zaradi tega dobro izpade, jaz pa v resnici mislim, da zaradi tega slabo izpade. In mislim, da mu bo škodovalo, če bo izpadlo, kot da ga je premagal ta bedni, mali, džihadistični režim, največja velesila na svetu, da so ga oni premagali ali pa da so ga imeli za norca.
To mu bo škodovalo, republikancem na vmesnih volitvah ne bo jim pomagalo. Torej, če misli, da je bolje to preložiti, mislim, da se moti. In mimogrede, dovolj je že s tem, da dovoljujemo prebivalcem, izraelskim prebivalcem severa in iranskemu ljudstvu, ja, da so žrtve v tem. Torej, stvar, ki me najbolj skrbi, če sem iskrena, in to je bil Obamin kolosalen neuspeh, sprostitev sankcij, denar, ki je pritekal noter. Ena stvar je odprtje Hormuške ožine, ki je njihova glavna in ključna izvozna pot. To razumem. To razumem. In dejstvo, da si je Trump škodoval, ko je naredil dvojno blokado, veste. Ampak govorijo o 25 milijardah dolarjev zamrznjenih sredstev, ki naj bi jih sprostili. To pravijo Iranci. In 300 milijard dolarjev odškodnin za obnovo po vojni. Kdo pravzaprav daje ta denar? In kakšna je razlika med tem in tem, ko je Obama 20 let kasneje polnil letala z gotovino za Islamsko republiko? Mimogrede, šlo je za polovico tega zneska. In celoten znesek. Njegov je bil 175 milijard, recimo. In o tem se poroča. 350 milijard. In potem druga stvar, in to je razlog, zakaj Trumpu še vedno puščam odprto možnost, zaradi časovnega okvira. Torej, če denar sproščen prej, če pride do premika, če se glede urana kaj premakne, potem bom rekla, da je to poraz. In zato še vedno verjamem v Trumpove pogajalske sposobnosti. Znanje potem, da pri dogovorih opehari druge ljudi, potem je znan, kaj ne? Da vedno premaga svojega nasprotnika pri dogovoru. Zdaj, ali res vidiš, da bi jim Trump omilil sankcije? Ne govorimo o odprtju ožin. Ožine so zdaj odprte, prav? In denar bo pritekal. Ampak o tem ne govorim. Kar me skrbi je, da bi bilo 24 milijard dolarjev zamrznjenih sredstev sproščenih prej. Ni nobenega dokaza, da bi Islamska republika bila pripravljena karkoli storiti z uranom, ki je očitno zakopan tako globoko v njihovih gorah, kot je visok nebotičnik. Če se to zgodi, bom vedela, da si imel prav. In da si res imel prav. Poslušaj, tukaj ni ničesar na nobeni strani, kar bi govorilo o balističnih raketah, o Hezbolahu, o Hamasu, o politiki. Imaš prav, ničesar. Nihče ne govori ničesar o tem. Veš, in Trump je ves čas govoril, da ne bojo imeli raket in Hezbolaha, bla, bla. Torej, kaj smo pridobili? Kaj smo tukaj pridobili? Mislim, kaj je on pridobil? Pozabi na nas. Kaj je to pomenilo? Kaj so Združene države pridobile? Smo uspeli odložiti, so oni uspeli odložiti jedrsko grožnjo. Ampak moje eno vprašanje, mislim, da je to edini način, kjer sem še vedno tako v redu, navijam zate. Ker moje vprašanje je, k čemu se vrača, ko gre za republikansko bazo? Videli smo, kako so se v zadnjih 2 letih premaknili od tega, da so si resnično želeli, da bi bilo to že mimo in zaključeno. Bili so zelo proti ERGC. Toda zaradi tega, kako smo videli, da je ta učinek podkve popolnoma stopil v ospredje, še posebej znotraj dejanske republikanske stranke in znotraj konservativnega gibanja, ljudje, ki so bili prej zelo maga, zdaj pravijo: počakajte malo. Ampak ne gre za Izrael, gre bolj za izolacionizem, gre bolj za to, kaj počnemo v teh tujih avanturah, ker ne razumejo, da je to neposredna grožnja zanje, kot to razumemo mi, ker smo v soseščini, oni pa na drugi strani sveta. Ne razumejo grožnje. Ne vidijo dejstva, da so njihovi otroci indoktrinirani z isto džihadistično strupenostjo, ki jo financira Katar. Oni sklepajo dogovore s Katarjem. Ne razumejo, da je njihova taktika razgradnja ameriškega duha od znotraj, tudi če ne pošljejo jedrskega orožja v New York. To je tisto, česar ne vidijo. Prav tako je noro, ker pravi, da bomo ustvarili nov mir na Bližnjem vzhodu. O katerem miru govori? Torej, edino upanje, ki ga imam, Abraham, je, kot da ima res neko karto, za katero nimava pojma, Ruti. Mi dve sva iz igre. Bila bi vesela, če bi se motila. Ne vem. Potegnil bo nekaj ven in rekel: mimogrede, v zadnjem trenutku, če želite dogovor, podpišite to, kar pravi X, Y in Z. Ne vem. Ampak Pakistan bo zdaj, veš, svetilnik upanja in dežela demokracije. Kjer potem tudi Norveška. Zdaj so postali Norveška, za božjo voljo. Ampak vidiš, tukaj je težava. Težava je, veš, kadar naredi to primerjavo z Venezuelo, potem rečem, da ne razume, da se ne zaveda.
da Venezuelci niso džihadisti, so nekaj drugega. V redu. In ne moreš uporabiti iste taktike. To je ena stvar. In zdi se tudi, da ne razume, da kadar Zahod uporablja besedo mir in mir povsod, ter mir, ki izbruhne, Ja. radikalni islamisti to slišijo kot šibkost. Šibkost. In zaznava je na Bližnjem vzhodu skoraj 99. Torej, lahko imaš najboljšo vojsko na svetu. In če jih ne premagaš v pripovedi in zaznavi, si izgubljen. In mislim, da tudi če imaš prav in ima Trump velik načrt, Ja. in veliki načrt je v redu, na koncu bo to naredil po svojem. Naprimer, ton, ki ga uporablja do Netanjahuja, v primerjavi s tonom, ki ga uporablja do Putina, predsednika Hija iz Kitajske, Pakistana in Tanka Al-Share iz Sirije. Ta je tako postaven, tisti je prijazen, tisti je čudovit, tisti in potem reče, draga, kaj si ti? Prekleta si, neumna. Zdaj mislim, da je ton pomemben, ker smo v preteklosti nekajkrat opazili razliko med državnim sekretarjem Markom Rubijem in podpredsednikom J.D. Vanceom. Videli smo razliko v tonu. Tako je J.D. Vance na primer rekel nekaj takega, kot da to trenutno ni naša politika. Ali pa je Marko Rubio rekel, da trenutno ni naša politika, da bi Izrael razširil suverenost nad Judejo in Samarijo, na primer. Ja. Njegov ton je bil, kot da smo prijatelji. Ja. In trenutno to ni mogoče. Ja. In J.D. Vance je bil jezen in užaljen, ter je o tem govoril v neprijaznem tonu. Ko je ton neprijazen, je to močan signal sovražnikom. Ne samo Izraelovim sovražnikom, ampak tudi ameriškim sovražnikom. Seveda. Razen, če ni vse tole prevara. Želim si. Ohrani svoje upanje. Všeč mi je. Všeč mi je. Veš, Rusija je sinoči močno bombardirala Kijev. Nikogar ne briga. Nikogar ne briga. Nikogar. Nikogar. Nikogar ne briga. Nikogar ne briga. In to je bistvo. Milijon ljudi je umrlo v tej vojni. Ja. In nikogar ne briga. Otroci so ugrabljeni in pripeljani sem. Ko je to prevara in pogrešani otroci. Nihče ne ve. Mimogrede, arabski morilec, kot nas imenujejo. In ne samo to. Ne slišiš, da bi Ukrajinci šli na ulice in rekli, pripeljite jih domov zdaj, ter poskušali zaradi tega strmoglaviti svojo vlado. In rekli, da je to njihova krivda. Ne krivijo ga. Nekateri Ukrajinci so morda jezni na Zelenskega. Ja. Ampak ne mislijo, ne obnašajo se, kot da je on tisti, ki zadržuje pogrešane. Oni vedo, kdo je sovražnik. Ja. In rekla bi, da je to ena stvar, kjer smo videli zelo veliko razliko med Izraelom in Ukrajino v teh vojnah. Absolutno. In glede tega bi se zdaj rada nekoliko obrnila proti severu, ker je Iran resnično poskušal vzpostaviti to povezavo. Vemo, da obstaja povezava, ker vemo, da je Hezbolah njihova vojska na severni meji Izraela. Vemo, da so naši ljudje nesrečni, podjetja so propadla, otroci bežijo v zaklonišča, vsi so v težavah. Izstrelki se niso ustavili. Kakšno? Premirje. Še več, naši fantje in dekleta umirajo zaradi teh dronov, ki prihajajo od Hezbolaha, ki jih, mislim, dobavljata Rusija ali Kitajska, bog ve kdo. In bistvo je v tem, kar se je zgodilo včeraj. In razlog, zakaj je Trump govoril v tako nespoštljivem tonu do Netanjahuja, je ta, da smo bili napadeni, kot ponavadi, in smo odgovorili z napadom na močno trdnjavo Hezbolaha v Bejrutu, Dahiji. In potem je Islamska republika rekla, da bo čez noč napadla Izrael. To naj bi se zgodilo prejšnjo noč. Vsi smo sedeli doma in čakali na ta napad. Združene države, veste, so omalovaževale Netanjahuja in rekle, zakaj to počnete zdaj? Ne pokvarite mojega dogovora, čeprav se odzivamo na neposreden napad. In govori se, da je bilo Teheranu nekaj dano, da ne bi napadel Izraela. Ruti, prej si govorila o tem. Bog ve, kaj je to bilo. No, ne vemo, ampak eno stvar vemo zagotovo, da so se pogajanja med Izraelom in Libanonom v Washingtonu odvijala ti pogovori, zaradi katerih smo bili tako olajšani. Končno libanonska vlada razume, da smo v tem skupaj, da premagamo Hezbolah. Čeprav moram reči, da ne, ker libanonski predsednik pravi, da ne bo on, veste, ali se boji, da bi ga ubili, ali pa tudi sovraži Izrael. Ni pomembno. Ampak prejšnji teden je bilo dobra.
Prejšnji teden je rekel Teheranu, vi niste naši suvereni. Ne, rekel je Teheranu, vi niste naši suvereni. Ja. Ampak tisto, česar ne počne, je, da bi poskušal uničiti Hezbolah. Prav pusti Izraelu, da to stori, Lindsay, in hkrati kritizira Izrael. Zdaj, ko je sinoči, ko je včeraj Izrael napadel Hezbolahove oporišča v Bejrutu, veš, v predmestju Bejruta, Dahija, to je bilo po dnevih in dnevih, ko sta Netanjahu in obrambni minister Katz obljubila, da bomo na vsak dron ali raketo usmerjeno proti severu odgovorili. Pa nismo. In veš zakaj? Bila je neka vrsta semantične razlike. Če smo ga prestregli, preden je prečkal mejo z Izraelom, potem ni štel. Dovolili smo jim, da so dan za dnem na nas izstreljevali rakete in drone. Šele včeraj je Netanjahu končno rekel, v redu, to moramo storiti. Ja, čakala sem dan za dnem in kljub temu še vedno natančno usmerjeno. Torej, v resnici se Netanjahu še vedno zelo trudi ostati na Trumpovi dobri strani, hkrati pa pravi, da se moramo braniti. On je v nemogočem položaju. On je prevarant, strinjam se. In glede Libanona, prej si rekla, Šošana, da so ljudje zdaj... Že grejo na jug, mislim, Libanonci, ki so se evakuirali, ker so jih pozvali k evakuaciji, da ne bi bili poškodovani. Ampak poleg tega teroristi očitno izkoriščajo situacijo. In zdaj se vsi vračajo nazaj, množično se vračajo. Problem je, da so rekli, da se podpisuje dogovor. Vsi vedo, da ima Iran vse v rokah. Vsi vedo, da Iran nadzoruje Libanon. Razen očitno Trumpa. Ampak način, kako jaz gledam na to, ker je dvojna merila dobesedno tukaj in zdaj, ni nam treba iti tako daleč. ZDA. Ameriški vojaški helikopter je bil sestreljen. Ni bilo žrtev. ZDA so takoj ukrepale, takoj so šli za njimi. Ni bilo vprašanja, zakaj bi to storili. Morda bi morali počakati. Ne, niso. Počakaj eno sekundo. Tudi takrat moram tukaj dodati kot opombo. Tudi takrat je Trump rekel, no, piloti niso bili ubiti. Ne takoj. On je to že začel govoriti. Če nihče ni ubit, nimaš pravice odgovoriti z napadom. Trump je to rekel tudi, ko je bil sestreljen helikopter Apache. Rekel je, no, piloti so preživeli. In je trajalo nekaj časa, nekaj ur, ali pa se ne spomnim točno časovnega okvira, preden je rekel, v redu, moramo nekaj narediti. In to je morda bilo zato, ker mu je minister za obrambo, Hexet, rekel, tega ne moreš storiti. Moramo, kot sem rekla, je poskušal reči, da nihče ni bil ubit. Bilo je čudno, bil je pravzaprav čuden časovni okvir, rekel je, da ni bilo nič posebnega. Dejansko je sprva uporabil besede, da ni nič posebnega. No, tako je rekel. Rekel je, da premirje samo pomeni, da streljaš malo bolj na lahko. Zmerno. Kot na Bližnjem vzhodu, kakšna. Prekinitev ognja. Ampak morda se glede tega ne moti. Ne, to je tukaj prekinitev ognja. Mislim, poglej vse te prekinitve ognja, te spopade v Hamasu. Vidimo, da oni streljajo. Točno tako. Mislim, da je to popoln opis, ker sem spraševala sem zadnjih nekaj tednov, kaj to pomeni. Ja, v tem času, tukaj, kjer sedim, kaj pomeni prekinitev ognja? Ker če še ena oseba to zakriči, mi moraš razložiti, kaj to dejansko pomeni. To pomeni, da imamo srečo, da imamo protiraketni sistem Iron Dome. In sovražam, da to moram reči. Moja hči, veš, ki je celo svoje življenje, svoje otroštvo preživela v varnih sobah in zakloniščih ter karkoli hočeš, plinske maske, karkoli, prav? Rekla mi je, ko se je začela vojna v Gazi, oziroma tik pred 7. oktobrom, mislim na tisto vojno v Gazi, se jih je bilo več, rekla je, pravzaprav je bil Iron Dome najslabša stvar, ki se nam je zgodila. Rekla sem, kako lahko to rečeš? Rešil je toliko življenj. In rekla je, to je problem, ker to uporabljamo. Pravimo, da moraš vsakega raketnega napada obravnavati, kot da bi pobil milijone ljudi. No, to je tisto, kar je Oblaktem celo govoril, pravijo zdaj. To so redki nameni, samo navaden branilec. To ne pomeni, da nas ne želijo ubiti. No, točno tako. In pravim, poskus umora, ko veš, da če nekaj zadene, je poskus umora enak umoru. Poskus. Genocida. Je to, kar je. Pozdravljeni. Brez tega in poglejte Iran. Ko so na nas izstrelili vse tiste rakete, me res zanima, kako si to razlagajo v zalivu, ker so bile Združeni arabski emirati silovito napadeni. Savdijci so bili napadeni. Mislim, Katarci so hinavci, igrajo na obe strani, tako da
iskreno jih ne cenim preveč. Ampak me zanima, ali so na isti strani, ali pa jih zdaj bolj kot kdajkoli prej skrbi, da bo maščevanje še močnejše kot kdajkoli prej. Tako jaz mislim. Tako jaz mislim. Oni pričakujejo, da bodo Združene države tiste, ki bodo močne. Izrael je Združene države, mimogrede. Ker ena stvar, ki so jo imele zalivske države, je spoštovanje do Izraela. Ja? Spoštovanje. Ni bila samo velika ljubezen, ampak spoštovanje in razumevanje, da obstajajo skupni interesi. In zelo pozorno so opazovali in še vedno opazujejo. In ideja, da če bo Trump šibek in bodo napadeni, potem ni več smisla voditi te vojne. Vse, kar bodo doživeli, je trpljenje. In to je še en razlog, zakaj je njegovo sporočilo, to, kar Trump nakazuje, nevarno. No, 60 dni, če bo podpisano v petek, nas pripelje do sredine avgusta. Torej, mislim, da bomo morali počakati in videti, medtem pa se bomo bolje počutili, če bomo izpostavili barabe tedna. V redu? Čas je za barabo tedna. Mislim, da bi morali natisniti majice. Rada bi videla majice z napisom Baraba tedna. Kdo je tvoja baraba tedna? Začeli bomo s tabo, Bela. Kdo je tvoja baraba? Moja baraba tedna je ta teden Austin Franco. 19-letnik z Univerze Cornell v ZDA, ki je zavrnil intervju, ker je rekel, da noče dati intervjuja ali delati za Žida. Zdaj pa mu neonacisti in, protižidovski izraelski fašisti odpirajo GoFundMe kampanje. Tista, ki jo ima zdaj, mislim, da je nekaj v smislu Save Go nekaj, njihov cilj je $100,000 in že skoraj imajo $10,000, začeli so jo šele sinoči. Manj kot 12 ur je minilo. To je prevara, vemo to, ampak je malo kratkovidno, ker če noče delati za Jude, res nikoli ne bo dobil spodobne službe, kaj ne? Ne, ni tako. Pojdiva v mojo sobo. Še posebej glede na to, da bo diplomiral iz industrijskih in delovnih odnosov. No, potem bo dobil službo pri komunistih in mu bodo do konca življenja plačevali $10,000 na leto. In slišali bodo harmonije, bo prava šala. Res je. Bernie Sanders, to je Jude, pojdi. Ampak bilo jih je povsod. Za me je čudno. Vedno so to taki ljudje. Vedno je nekdo, ki bo šel in streljal na, recimo, direktorja nečesa. In nenadoma se pojavi ta fetiš, da je treba tega človeka osvoboditi. Ta oseba ni naredila nič narobe. In odrasli ljudje podpirajo nekoga, ki bi, če bi mi rekel, veš kaj, imel sem 19 let in nisem vedel bolje. Morda sem odprt za učenje. Tudi takrat bi rekla, no, si bedak, ampak v redu. Kot odrasla oseba se šele učiš, da imajo dejanja posledice. Ampak kot 19-letnica v takšnem okolju, kot ga imamo zdaj, in glede na to, da je vse tako dostopno in v ZDA tako močno promovirano in vsiljevano, mi ni žal zate. In iskreno, res upam, da nikoli ne boš delala za Žida. Upam, da nikoli ne dobiš službe. Ja. Resnično ti to želim. In upam, da boš to lekcijo vzel k srcu, jo delil naprej in da jo bo tvoja družina začutila do dna. Ker je tisti, ki te je vzgajal, pri vzgoji zatajil. Wow. V redu, zelo dobro. Zavedaj se, zelo dobro. Odlično. Zame je to kot nov tuš. Dala si mi novo dušo. Slišala sem te, sestra. Grozno. Wow, to ne, ampak veš kaj? Veš, kdo bo kmalu delal za Dru? Kristjane Amanpour. Če se smeji, bo tako. Bari Weiss, prekleto. Dobro zate. Šošana, kdo je tvoj baraba ta teden? Rada bi povedala, da je moj baraba že ponovljen baraba. In veš, mislila sem, mogoče bi morala dati komu drugemu priložnost, da je izpostavljen. Ampak ne, zaslužiš si to. In v meni si prebudil besedo, ki je nikoli, res nikoli ne izgovorim. In je ne bom izgovorila, ker me ne boš prisilil v to. Ampak tukaj je, kaj je moj baraba povedal ta teden. Rekla je, zamenjaj zdravila. Ampak komu je to rekla? To je bila Francesca Albanese. Res bi jo morali samo, naredi bolje pes, ta pes. To bi morali narediti. Morali bi narediti. Dvorano slavnih izmečkov. Ne prenesem te ženske, ker je tako zlobna. Je tako zlobna ženska, je nacistka. Ti si nacistka. Ne pravim veliko ljudem, da so nacisti. Ti si nacistka.
Rekla je Sonji Boldenker, ki je mati mlade ženske Karoline Bull, ki je bila umorjena blizu Oza 7. oktobra. Ki je na X delila, da je doživela odkrito sovražnost do Izraela na filmskem dogodku v Berlinu. Na filmskem dogodku v Berlinu, kjer je bila tudi Francesca in jo je zasmehovala. Kot da je dejansko prebrala tweet, napisala svoj odgovor, pritisnila pošlji in ga niti nikoli izbrisala. Torej je to nekdo, ki ni samo nacist, ampak je ponosen, da je nacist. In ona odgovori tej ženski, ki pravi, da je doživela veliko negativne pozornosti na tem filmskem festivalu v Berlinu, z besedami: zamenjaj zdravila. Ja, mati umorjene deklice. Zmanjkalo mi je besed. Ni besed. Zmanjkalo mi je besed za nekoga, ki je tako brez duše. Spominja me na tiste ljudi, tiste tipe v Harryju Potterju, ki izsesavajo duše. Mučitelji, dementorji, ja. Imam občutek, kot da je to žensko obiskal dementor in ji izsesal celo dušo. Zdaj je le še lupina nacistke. Ti si moj izmeček tedna. In če Bog da, Bezrat Hašem, bom tvojo sliko dala sem gor, ker si to zaslužiš. Ja, in če se vrnem k Barryju Weissu, torej pravkar sem prebrala poročilo, da je oddaja 60 minut nameravala narediti dokumentarec o Francesci Albanese. Zelo blag, prijazen dokumentarec. In so jo poveličevali. In ugani, kdo je to ustavil. Ja, Barry Weiss. Tako je. Ampak še nekaj, če se vrnem nazaj na to, če lahko nekomu, ki resnično trpi, reče kaj takega, je to res ogabno. Kaj pa, če svoji hčerini ljubici rečeš, naj zamenja zdravila? Reci Greti Thunberg, naj zamenja zdravila. Prav. Ostra si. Si robot? Bal mi ta teden blesti, ja. Ruti, kdo je tvoj? Mimogrede, če boš imela barabe, ponavljajoče se prestopnike, bi lahko imela njihove slike, povsod po tisti majici, ki si jo natisnila. O, to je dobra ideja. Torej, moja baraba ta teden ni oseba, je koncept, je fraza. In to je, da ima Izrael ali si pridržuje pravico do samoobrambe. Sovražim ta izraz. Najprej samoumevno je, da ima vsak pravico braniti sebe. Mislim, tudi država ima pravico braniti sebe. Ne, Izrael, že to, da to sploh rečemo. Ne, za nobeno drugo državo nihče nikoli ne reče tega o komerkoli ali čemerkoli drugem kot o Izraelu. Ja. In kar to nakazuje je, da obstaja nekakšno vprašanje, ali to drži ali ne. In zato želiš stopiti na stran Izraela. Rekla si, da Izrael ima pravico, da se brani. Ne? Izrael ima dolžnost ne le, da se brani, ampak tudi, da preventivno ukrepa, da je agresiven in prepreči vsak napad, ki ga zazna. Imeli smo preveč ali kar preveč napadov na nas, kjer so Judje umrli samo zato, ker smo se morali braniti, namesto da bi napadli prvi. To velja za 6-dnevno vojno. No, takrat smo ukrepali v zadnjem trenutku. To velja za vojno na Jom Kipur in zagotovo velja za 7. oktober. In še veliko drugih napadi Hamasa iz Gaze in Hezbolaha iz Libanona. Dovolj je bilo samoobrambe. Moramo iti v ofenzivo proti vsem številnim sovražnim entitetam, ki nas želijo izbrisati iz zemljevida. No, Ruti, moram ti dati 10 od 10 za izvirnost. Še nikoli nismo imeli takega koncepta ali fraze. Jasno je, da je novinarka kot baraba tedna. Ampak to je druga plat medalje. Od prosim, priznajte našo pravico do obstoja. To je isto. Pravica do obstoja in pravica do samoobrambe sta eno in isto. In to je v bistvu samo prosjačenje sveta, naj nas ima rad in sprejme, da smo tukaj. In tega imam dovolj. In mislim, da bi morali vsi imeti dovolj tega, da se ljudje zvijajo v vozle, samo da bi bili sprejeti. Tukaj smo. Navadite se na to. Prav. Zdaj, moj baraba tedna je grdi dvojček Mandanja. In njegovo ime je Sadiq Khan. Zakaj je on grdi dvojček Mandanja? Zato, ker je župan Londona. In London je zdaj luknja, v kakršno se bo New York spremenil v 5 letih, ker je ta človek predolgo na oblasti kot župan Londona. Zdaj, zakaj je on moj baraba? Baraba. Zdaj pa pomislimo iz perspektive Londončana, nič judovskega pri tem. Kriminal narašča.
Cene nepremičnin rastejo. Kraj je umazan in izgleda kot osrednji Afganistan. Prav tako danes izgleda London. Res je, mesto je v bistvu slabše, kot je bilo, ko ga je prevzel. 9 let sem živela v Londonu. Obožujem London. Kulturna prestolnica, tam sem študirala, neverjeten mednarodni kampus, ampak London ni več isti London, v katerem sem bila 9 let in v katerem je odraščal moj mož. In to je zaradi med drugim tega župana in samega županovanja, pri čemer imam nekaj izkušenj, saj sem bila večletna mestnica župana Jeruzalema. Biti župan je res tisto, kar naredi mesto odlično ali pa ne. Videli smo New York pod Bloombergom in vidimo New York pod de Blasiem in Giulianijem. Je tako drugače. Res tako drugače. Župan lahko res uniči mesto ali pa ga naredi odličnega. In Sadiq Khan je po mnenju mnogih naredil London manj čist, manj varen, manj učinkovit. Pustimo to ob strani. Omogočil je tudi vsem, ki sovražijo Izrael, da so podivjali. Podivjali. V Londonu imajo vsak teden pohode 100.000 ljudmi. Ne aretirajo storilcev, ki vzklikajo smrt Judom. Ne aretirajo ljudi, ki pozivajo globalizaciji intifade. Pravzaprav jih opolnomočijo. In vrhunec tega je bil pred nekaj dnevi, ko je bil dogodek nepremičninski dogodek. To smo videli tudi v New Yorku, dogodek o nepremičninah za ljudi, ki želijo kupiti nepremičnino v Izraelu. In to imajo v sinagogi. Dovoli, da se 1000 protestnikov pojavi in pridejo naravnost do vrat sinagoge. Spomnite se, imeli smo 2 mrtva na Jom Kipurju v Manchesteru. Imeli smo zabodanja v Golders Greenu. Imeli smo prazne obljube tega groznega župana, ki pravi, da želi zaščititi Jude. Ne verjamemo ti, Sadiq Khan, ker tvoji ljudje, ki jim daješ moč, po eni strani pravijo, Judje, pojdite ven, po drugi strani pa pravijo, ne kupujte nepremičnin v domovini, kamor bi lahko šli. Kaj je zdaj to? Ali nas želite tukaj, ali pa želite, da gremo? Ker če želite, da gremo, moramo nekam iti. In zato obstaja država Izrael, da smo lahko varno zatočišče za Jude, ki jih vi ne zaščitite. Družbeni dekot, in to je zahvaljujoč našemu skupnemu prijatelju, Stevenu. Ja, kdo je rekel flop, prosim, naj se vrne. Steven, gre za tabo, draga. Sadiq Khan, izkazal si se za neučinkovitega, nekoristnega župana, ki daje moč sovražnikom. Tako kot tvoj grdi dvojček v New Yorku, Mandani bo spremenil mesto. Naredil si isto stvar. Le 5-7 let si pred njim. Ti si moj izmeček tedna. Skor sem naredila svoje junake, Jude, ki so šli v to in so plesali. Plesali so na ulicah Hore, ja, prav tam poleg teh groznih ljudi. Govorili so grozne stvari. Pozabila sem, kaj so rekli, nekaj takega kot vrnili se bomo, nekaj zelo grozečega. Kaj za vraga? Želiš, da smo tam? Ali pa nočeš? Jaz bom pustila, da ostane tako. Ti boš nekoga pustila oditi. Ali želiš, da gremo na Luno? Ker potem boš rekla, da smo tudi to kolonizirali. Tako je, ampak veš, obstaja ena razlika med Mamdanijem in Sadiqom Khanom. In to je, da imajo Združene države predsednika. Vem, da smo veliko časa preživeli s kritiziranjem njega. Predsednik, ki sploh ne podpira nobenega antisemitizma. Vendar je Keir Starmer v Britaniji povsem druga zgodba. On vse to popolnoma omogoča. Veš kaj, Keir Starmer, če bi bil kartonasta izrezanka kot Mustafa Homeini, ljudje ne bi opazili razlike. Tako neučinkovit je. Kartonasta izrezanka bi bila enaka temu, kar imate zdaj v Združenem kraljestvu, ki vodi državo. Zdaj moramo očistiti svoje duše in možgane, duševno zdravje s heroji tedna, ker je toliko čudovitih junakov. Začnimo s tabo, Ruti. Kdo je tvoj junak? V redu, moj junak. Imam 2 skupini in spet vem, da ni ena oseba. To sta 2 skupini ljudi in so tragični junaki. In to so iranski ljudje in prebivalci severnega Izraela. Da. Oba naroda sta postala popolni žrtvi, podrejeni iranskemu režimu in Beli hiši, ter tem dogovorom, neobstoječim, obstoječim, kakršnim koli. Sčasoma gre za iransko ljudstvo, ki so mu rekli, da je pomoč na poti. In Izraelcem na severu so rekli, da bomo rešili problem Hezbolaha. Ja, 2 skupini ljudi sta popolni žrtvi.
In sta junaka že zato, ker sta to preživela in šla skozi vse to. Nekateri med njimi so bolj potrpežljivi kot drugi. Seveda. Jaz ne bi bila niti najmanj potrpežljiva v nobenem primeru. Zato jim želim vsaj izkazati spoštovanje za trpljenje, ki ga prenašajo. In prepričana sem, da jih je vse ta memorandum o soglasju zelo prizadel. Strinjam se z vami. Mislim, Iranci, prebivalci severa, so imeli tako težko življenje zadnji 2 leti in pol, pa tudi že prej, nekateri celo desetletja prej. To ni nič novega. Enako kot iransko ljudstvo, mimogrede. Iranci in Iranke, ki so šli na ulice in zaradi izpada elektrike tega nismo dojeli, svet pa ni videl, da so nadaljevali s protesti in jih še naprej izvajali. Ja, in še naprej jih ubijajo na ulicah, še naprej jih aretirajo in jih nato usmrtijo. In to je tisto, česar ne vidite. Ko si zelo zaposlen s tem, kar se dogaja tukaj, ne vidiš, kaj se dogaja v samem Iranu. Ja, resnični junaki. Hvala, Ruti. Šošana, za tole se vračamo v London. Dober človek, res, ja, junak. Sodnik Jeremy Johnson, ki predvidevam poskuša ponovno uvesti ali se upreti temu, kar njegova vlada počne, tako da je tako popustljiva do džihadistov. In obsodil je 4 palestinske teroriste zaradi njihovih dejanj na zaporno kazen. Prišlo je do vloma v Elbit Systems, ki je povzročil za 1,2 milijona funtov škode in privedel do spopada z varnostniki in organi pregona, pri čemer je policistka utrpela zlom hrbta. V kombiju so se zaleteli v vrata, bili so oblečeni v rdeče kombinezone, uporabili so macole in pajserje, da so uničili opremo. In 2krat so udarili narednico Kate Evans v hrbet 7-kilogramsko macolo in ji zlomili hrbtenico. Ja. In bil je obsojen zaradi povzročitve hude telesne poškodbe. Ne vem, zakaj ni bil obsojen za poskus umora, ampak tukaj je stvar... Ja, imaš prav. Ne konča se pri naključju, ne konča se pri tem, da prihajamo po vas. Intifada ima pravi pomen. In ko to rečeš, veš, da so Judi in Izrael slabi fantje in da so vsa sredstva upravičena, bo prišlo do telesne škode. Prišlo bo do ogromne škode za ljudi in infrastrukturo. In mislim, da ljudje tega res ne razumejo. Londončani, Newyorčani, če tega nočete redno gledati, morate zdaj nekaj ukreniti glede tega. Veste, govorimo o ekstremizmu, govorimo o tem, da je svoboda govora čudovita, dokler ne udari v vaš obraz, dokler tvoja pest ne zadene mojega obraza. To je problem, s katerim se trenutno soočamo. In ta človek je junak, ker je to izpostavil in poskrbel za posledice takšnega vedenja. Saj je bilo obdobje, ko smo mislili, da jim bo to uspelo brez kazni. Ja. In to je nesprejemljivo. Torej, kalkavot. Dobro opravljeno, sodnica. Najlepša hvala, ker ste dejansko prinesli pravico v to grozno stvar. In ljudje so šokirani, da jim je dal 6-letne zaporne kazni. Kar je vsaj nekaj. Ja, ampak mislili so, da jim bo uspelo uiti. In poslušajte to, ker uganite kaj. Danes in do trenutka, ko bomo šli v eter, je to morda že odločeno. Obstaja sodni primer o tem, ali je palestinska akcijska skupina, torej Palestinian Action Group, teroristična skupina. Britanska vlada jih je označila kot teroristično skupino. To jim bomo priznali. Ampak danes poteka sodna razprava o tem, ali bi jih morali tako označiti. Torej, morda bo temu človeku kazen razveljavljena. Upam, da ne. Ampak on je junak, ker je naredil pravo stvar in rekel, kot praviš ti, Šošana, obstajajo posledice za napad na policista. Morajo obstajati. Kako jih ne bi bilo, če bo to razveljavljeno? Če bo to razveljavljeno, je konec. Ja, to bo prelomnica. To bo mejnik na poti, ki ga dosežeš. Dovolj je bilo nežnega starševstva. Ja. Dovolj je bilo nežnega starševstva. Tako kot si rekla, veš, če boš nekaj naredila, mi to povej v obraz. Ker ko sem jaz odraščala, si se tako naučila lekcije. Res si morala videti, komu lahko pritiskaš na gumbe in kdo bo nekako... Ja. Oni bodo to naredili, točno tako. Ampak ravno takrat si se naučila lekcije. Torej, ne, zato vzaje ni kriminala. Zelo hitro se boš naučila. Dajo te v Jefferson za leta. Moj junak je Jerry Seinfeld, kar je tudi zame ponovitev. S 3 besedami. Bi želela kaj povedati o Palestini? Bi želela kaj povedati? Ne obstaja. Kaj je? Seinfeld, kaj je? Lahko dobimo svobodno Palestino, lahko dobimo prost vstop. Daj mi nekaj tega. Ne obstaja.
To je bilo vse, kar je moral povedati. In to je bil intervju z nekimi res čudnimi čudaki, ki so povsod po spletu, katerih YouTube stran s 40 000 naročniki je bila pred nekaj urami prepovedana. Ampak verjetno bo spet gor do konca dneva. Torej, hvala ti YouTube, da si vsaj za zdaj naredil nekaj prav. Imenujejo se Palestinska novičarska mreža. Vse, kar počnejo, je, da hodijo naokoli in nadlegujejo ljudi ter vpijejo Svobodna Palestina, kadar so v Washingtonu. Ja, tam v Beverly Hills povsod, ampak moram najti ta video, ker moraš videti njegov odziv. Bil je tako potrt, da fanči za obraz, ker se ni nič dogajalo. In potem, po vsem tem, da se je zgodil ta vrhunec pred nekaj dnevi, ko so Knicks prvič zmagali po ne vem koliko letih, zdaj imaš ta spomin, ki te bo spremljal vse življenje, vse do tako velike zmage. Bila si del mema. Ja, v redu. Hvala. Ja? Rekli so, ali lahko dobimo svobodno Palestino. In on pravi, da sploh ne obstaja. Bilo je tako lepo. In vsi so bili čisto nori zaradi tega. Nori. Stavim, da je to vprašanje. Si razumela? Si razumela? To je tisto, kar si poskušala dobiti. Ja, ampak jim ni niti dal zadovoljstva, da bi rekel, no, zdaj vas bomo ignorirali. Ne, rekel je, da ne obstaja. In je samo nadaljeval. To je vse, kar imaš. Obožujem Jerryja Seinfelda. Jerry Seinfeld je res v formi. In še ena mala omemba je Gwyneth Paltrow, ki prejema veliko kritik, ker je naredila oglas za gradnjo nepremičnin v Herzliji. In veš, Mehdi Hasan se popolnoma razburja zaradi Seinfelda, pravi, obožujem Seinfelda. Del razloga, zakaj ti je Seinfeld všeč, Mehdi, je zaradi njegovega judovskega humorja. Ja, in Gwyneth Paltrow, ki je očitno vedela, da bo prišlo do kritik, ni neumna, njena ekipa je to zagotovo vedela in vseeno je to naredila. Potrebujemo več junakov. In morda se slepim ali pa sem kot običajno preveč pozitivna, ampak imam občutek, da se kulturna klima vsak dan malo bolj obrača. Vsak dan prihajajo novi podatki iz Gaze o tem, kako so bili vsi ti domnevni zdravniki in vsi ti domnevni novinarji v resnici teroristi. To smo ves čas govorili. In število borcev je vse večje in večje. In število nedolžnih civilistov je vse manjše in manjše. To se trenutno dogaja v Gazi. Nihče noče govoriti o tem, ampak to se dogaja. In morda, samo morda se bo tok obrnil, morda bodo ljudje spet začeli razmišljati. Ne vem. Verjetno. Ampak kot si rekla, bi morali nehati se braniti. Ja, moj junak tedna, veš, rada to počnem s publiko. Spoznala sem jo včeraj. In on je predsednik Somalilanda, ki je v Izraelu zelo pomembno delegacijo. Njegovo ime je Abdi Abdirahman Mohamed Abdullahi. In včeraj bil predsedniški državni kosilo, na katerega sem imela čast biti povabljena. Nato je prišel do vsakega izmed nas, da nas je pozdravil. In ko je bil na odru, je rekel nekaj, kar me je resnično ganilo. Rekel je, smo država že mnogo let. Somaliland je država, ki se je borila proti džihadističnim piratom iz Somalije. Pretrpeli so in preživeli genocid, pravi genocid, ne lažnega palestinskega v Gazi. Genocid, ki je ubil 200 000 ljudi. Postali so demokracija, za razliko od svojega soseda v Somaliji, vedno so bili bolj liberalno usmerjeni. So večinsko muslimanska država, ki ima rada Izrael. In prišel je. Prišel je v Izrael v zelo negotovem času s celotno delegacijo, stopil na oder poleg izraelskega predsednika Izaka Herzoga in rekel: Izrael je edina država, ki nas je videla. Takrat sem hotela jokati. Rekel je, smo država že mnogo let, ampak vi ste edina država, ki nas je videla. In karkoli se zgodi od tega trenutka naprej, vi ste bili prva država, ki nas je videla. Imela sem kurjo polt, res sem imela kurjo polt, sedela sem tam in zato je potreben pogumen človek. Hočem reči, njegova žena je bila pokrita, veste, muslimanka, tradicionalna ženska. 2 ali 3 ženske v delegaciji so bile pokrite. Oni so muslimani, so verni muslimani, so bolj liberalno misleči, so bolj kozmopolitski. Ampak oni imajo radi Izrael. In so dokaz, da to ni nujno protislovje, tako kot je to dokazal tudi ZAE.
In zato molim, da bosta izraelsko priznanje in začetek res čudovitih trgovinskih vezi med Izraelom in Somalilandom začetek tega, da jih sprejmemo kot državo, kakršna so, zaradi dejstva, da jim je uspelo premagati zle džihadistične sosede in preživeti. In za zelo, zelo svetlo, uspešno prihodnost skupaj z Izraelom. Čudovito. Abdi Abdurrahman Mohamed Abdullahi, ti si moj junak tedna, ki zastopaš svojo čudovito državo, Somaliland. Zdaj pa vzemi to, Ilhan Omar. Točno tako. Sprejmi ali bodi mana. Vil pirati v Somaliji. V redu? In s tem ne vemo, kaj nam bo prinesel teden, ampak naslednji teden bomo tukaj iz konference Genet v živo iz Jeruzalema. Malo drugačen format za kvat, ampak bomo z vami, da razpakiramo dogodke tedna in vse vmes. Hvala, ker ste gledali. Se vidimo naslednji teden.